Ti kva pa midva? A mi že dobiva božičenca? Ja, jaz ne. Jaz sem samo zaposlena. Mislim, z mojo šefico se ne da nič zmeniti. Ja, ene so take vražje. Kaj več pa se bomo poskušali nocoj izmeniti z našima gostoma, kajti v Kaj dogaja gostimo pevko in bobnarja zasedbe Tabu, Katarino Samobor in Primoža Štormana. Katarina in Primož, pozdravljena. Živijo. Dobar dan. Živijo. Bravo. Tabujevci ste na sceni že več kot 30 let, v letošnjem letu pa ste izdali svoj 7. studijski album. Kaj je novega v albumu, poleg novega vokala? Vse. Vse. Komadi. Vsi komadi. Novi komadi. Novi komadi. To pa je kar Zanimivo. ne, za nov studijski album. Predvsem veliko novih okusov. Pester nabor. Tako da ni samo en žanr. Tako, ja. Malo smo šli, malo smo se razcveteli, no. Ja, ker album se imenuje namreč Bombon, ne, in zdaj... Različni bomboni. To so pol različni bomboni. Različnih cukrov. Tako. Tako. Katarina, ti si v bendu 2 leti. Kakšen je bil ta proces? Kakšni so bili ti začetki? A si mogla prijeti na audicijo, pa znati vse komade na pamet, oziroma si jih naučiti, a si jih koliko znala iz koncertov? Itak nekaj sem jih že poznala, ker jim je težko ubežati, če poslušaš radio. Ampak, ja, kakor se spomnim, sem mogla znati ene 6 do 10 komadov, da smo nekaj zaigrali najprej. Predvsem pa zdaj, ker razmišljam se nazaj, je bilo pomembno, kako se mi ujamemo med sabo kot ljudje. Spravi, energija, karakter, smisel za humor. Pa dobro, Primož, kaj vi delate s temi pevkami? Mislim, to je tako, kot malo športne tekme, ali kaj? Mislim, da je treba igralce menjati, ali kako? Ne, veš, kak je to? To je, ko pevka doseže, oziroma ko dozori, začne neko določeno stopnjo zrelosti, pol kar sama odpade iz drevesa. To je tako, kot ptički iz gnezda. Ne, ker ta posel je tak, ne, tle moraš biti vedno malo rahlo nezrel. Ne, ja, skozi čez celo kariero moraš mi rahlo nezrel, pol je v redu, ne, ker ko postaneš zrel, pol ponavadi rečeš, jaz se ne grem več tega. Ne. Z drugimi besedami gojiti otroka v sebi. Gojiti otroka v sebi. Kako pa oboževalci spremljajo te spremembe? So jih zdaj že navajeni, zdaj rečejo, okej. A se publika pa tudi kaj menja? Vse, mislim, več ali manj, vedno v teh letih vidimo mlado publiko. Zdaj, a so se postarali, verjetno so vse, a ne? Eni so pa na novo prišli. Recimo, eni pa na novo, ne? In tako da gre. Gre. V današnjem hitrem svetu, tudi na glasbeni sceni gre vse hitro. Narediš en hit, 2 tedna je na vrhu lestvic, po 2 tednih odpade, pride nov hit. Kako ste se vi prilagodili temu hitremu tempu v svetu popularne glasbe? Ja, ful je težko. Najprej smo mogli sami dojeti, da to zdaj tak je, ne? Ker mi smo še res iz tistega obdobja, ko, moram reči, prva plata je bila izdana na kaseti, ne? Pokažem svojemu sinu kaseto, pa reče, kva je to, ne? Ni, in res smo se mogli navaditi, ampak gremo. Se mi zdi nekako pomembno loviti balans med tem, da vseeno slediš temu tempu, pa hkrati ne izsiliš neke kreative iz sebe, ker pol nikoli ni iskreno. Ampak malo spremljate, oziroma lahko predvidevate, tale komad bo veliko lajkov dobil, ta je za množico, ta je zdi se najbolj zveste oboževalce. Absolutno. Je pa ena prednost, ki jo recimo ti bendi, ki smo odprej, imamo, da znamo dobro predvideti tudi, ki ti mogoče novejša scena grabi stvari iz preteklosti. Ne? Mi smo pa tam že bili, ne? In nam je lažje. Plani za naprej? Turneja vsako leto? Ja, itak. Sploh poletna in pol decemberska je nekako neka stalnica. Sicer je tudi veliko enih koncertov vmes. Kjer je ta prvi projekt zdaj? Zdaj bi vse lepo povabili na en prav poseben koncert, akustični, v Odisejo v Ljubljani, ki bo 23. septembra, naslednji torek. Bo poseben zaradi tega, ker bomo prvič združevali akustični koncept koncerta in vizualni aspekt. Se pravi, bodo vizualizacije na tem ogromnem, zloglasnem LED screenu njihovem novem. Tako da bo res nekaj posebnega. Sliši se zanimivo. Ampak da se vrnemo nazaj na začetek. Tilna to matra. Menjate pevke, kaj pa pevca? Kdaj razmišljate, da pa imeli moški vokal, ali pa ne duet? Recimo duet, ja. Duet. Tilen bi se rad ponudil za duet.
Ja, dueti so vedno bili uspeh, se mi zdi. Hajni, Helena, Duo Platin, Salagaš. Se je en duet. Mislim, glede na to, kako se ti spraviš v človeka, ne, mislim, da bi bil idealen. Mislim, da vaju vabi na malo teraso. Ne, to čez par let, čez 20 sekund na mali terasi. Tako da mislim, da se morate iti pripraviti. Hvala za obisk, Hvala. se vidimo in... Čim več hitov, pa Hvala dobrih vama. koncertov in ustvarjalne energije. Hvala. Hvala.